V medicini imamo nenehno opraviti z najpomembnejšima dogodkoma v človeškem življenju, z rojstvom in smrtjo. Vmes pa človek niha med zdravjem in boleznijo, se srečuje z bolečino, trpljenjem, invalidnostjo, s psihičnimi težavami, zasvojenostmi. Človek kot psihofizično bitje se odziva na vsa ta stanja celostno, saj je bolniku ob medicinski pomoči potrebna tudi psihična opora. Zdravstveno osebje želi spodbudno vplivati na bolnika, mu v tujem okolju ponuditi čim pristnejšo domačnost ter z osebnim odnosom ob neokrnjeni strokovnosti vlivati upanje in zaupanje v zdravljenje. Bolnika želimo čim bolj pritegniti k sodelovanju. Zdravstveno osebje, ki se ukvarja z umetnostjo, se trudi bolniške stene odeti v optimistične barve, prostore napolniti s prijetno glasbo, v zdravljenje vnaša različne zvrsti umetnosti, od upodabljajoče do glasbene, literarne, dramske, plesne. Da pa zdravstveni kader v svojem humanem poslanstvu izžareva vso pozitivnost duha, mora biti tudi sam duhovno bogat in psihofizično uravnotežen. Tako se je rodila zamisel o kulturno-umetniški dejavnosti zdravstvenih delavcev. Pred 30 leti, leta 1979, so se zbrali in ustanovili kulturno-umetniško društvo imenovanih ustanov, ki so ga poimenovali po zdravniku in pisatelju dr. Lojzu Krajgerju. V njem so določili svojo dejavnost, duhovno sproščanje, ustvarjalno izražanje in notranje bogatenje, družabno preživljanje prostega časa. Vse kot protiutež stresu in psihofizičnemu naprezanju pri vsakdanjem delu in študiju. Prijateljsko druženje krepi tudi strokovno sodelovanje. Člani KUD-a prinašajo bolnim svoje umetniško delovanje ob različnih prireditvah. Vrstijo se koncerti, razstave, dramske, recitacijske in plesne predstave, vse z namenom, da bolnikom in osebju lajšajo in lepšajo bivanje v bolnišnici. Hkrati zaposleni, ki se ukvarjajo z bolniki, iz dneva v dan prenašajo svoje duhovno bogastvo in notranjo ustvarjalnost tudi v svoje delovno okolje. KUD združuje pod svojo streho nad 500 članov in ima likovno in fotografsko skupino, kar 4 zbore, zdravniškega Vox Medicorum, zbor z pediatrične klinike dr. Bogdan Drč, študentski pevski zbor KOR, nadalje etno pevsko skupino Cintare, zdravniški orkester Camerata Medica, komorni inštrumentalni sestav Pro Medico, številne soliste, inštrumentaliste med zdravstvenim osebjem, kakor študenti, folklorno skupino COF, pa dramsko skupino in še šahiste, pa še kaj bi se našlo. Sem zdravnik, več kot 40 let v kliničnem centru pediater, ampak po duši sem tudi glasbenik. In to ljubiteljsko poslušam glasbo, predvsem izvajalec. In to pianist. Že pred 40 leti sva z violinistom, odličnim Marko Zupanom, takrat je bil še študent, danes je vodja nevrološkega oddelka bolnišnice v Celju, smo ustvarili duo violina-klavir. Pozneje se je priključil dr. Miha Benedi kot nefrolog, potem Ičo Ravnik kot edinega ne zdravnika, ampak profesionalnega glasbenika, pritegnili Viljema Demšarja. Čelist je bil sprva dr. Zvonimir Rudolf, dobili smo študenta Jana Štangla in še enega študenta, odličnega violinista Andreja Gubniška.
Imenoval sem to skupino pred mnogimi leti Promedico in smo nastopali Promedico za zdravnika in smo nastopili na zdravniških prireditvah, ampak tudi v javnosti, na radio, televiziji. Imeli smo nastope tudi z solisti, pevci, drugimi inštrumentalisti in interdisciplinarno tudi z zbori in solisti. Lahko se pohvalim, da so nas tudi glasbeni kritiki v javnih občilih, kar se ljubiteljskim glasbenikom zelo redko zgodi, da so nas večkrat tudi ocenili. Ocenjujemo, da je ta naša glasbena ljubiteljska aktivnost zdravnikov dala poseben pečat za kulturno življenje naše prestolnice. Likovno skupino predstavlja 65 članic in članov. To so zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ter drugi. Gre za izjemno enotno skupino, ki se predstavlja 10-krat v letu v tej osrednji galeriji kliničnega centra. In vsako otvoritev spremlja tudi kritiška ocena naših najbolj znanih likovnih kritikov. No, v to našo skupino so vključeni umetniki iz vseh regij. Za njih je značilna, da so predani umetnosti, njihova težnja po nenehnem iskanju in izpopolnjevanju, značilna je še njihova želja, da z drugimi delijo svoja spoznanja, svoja videnja skozi slikarski, kiparski ali pa fotografski medij.
Sem članica likovne skupine, obenem sem pa tudi vodja, skupaj s Janom Milkovičem, vodja male galerije v Kliničnem centru. To je tale hodniček za nami, ki je mlajša sestrica velike galerije. Naša galerija ima specifično vlogo. Najraje gostimo v njej tiste, ki še nikoli niso imeli svoje prve razstave, ali pa še najraje pa hendikepirane in bolne osebe oziroma ustvarjalce, umetnike. Tako dobijo možnost pokazati svetu, kaj ustvarjajo, kaj zmorejo in pogum ter zagon za naslednjo razstavo tudi kje drugje. Zelo smo zadovoljni, ker lahko pogosto ponudimo ta prostor in pozornost bolnim in invalidom. Njim pomeni možnost razstavljanja velik izziv na več nivojih. Vsak ustvarjalec se najprej zelo razveseli priložnosti, potem ga malo zaskrbi, ali bo dovolj slik za našo galerijo, ker so njegove fizične sposobnosti pač omejene. Potem dobijo pa željo po še več ustvarjanja in pričakovanja tvoritve razstave, ga napolni z adrenalinom in voljo do življenja. Mala galerija pa je pravzaprav obstaja šele zadnjih približno 10 let. In tako kot prostor za malo galerijo, tudi za veliko galerijo smo se včasih, to so še tisti časi, ko smo pravzaprav začeli z likovno dejavnostjo v Kliničnem centru, smo si morali kar priboriti. Tako da je ta prostor dobil značaj galerije. Naprej pa smo se dogovorili, da bomo začeli delati tudi v likovnih kolonijah in prve likovne kolonije so se dogajale v Savudriji, tam je imel Klinični center svoj počitniški dom, in v Planici, kjer smo se zbrali in slike, ki smo jih tam ustvarjali, smo pa podarili tudi Kliničnemu centru za opremo oddelkov. Tako že leta izpolnjujemo svoje poslanstvo v smislu humanizacije v zdravstvu. In to se kaže na vsakem koraku v Kliničnem centru, saj so z našimi slikami opremljeni domala vsi bolnišnični prostori. Namen vsega tega je seveda ta, da se boljše počutijo tisti, ki prihajajo v te prostore z neko tesnobo in stisko. Zakaj nam to uspeva? Gre za naše prepričanje, da lahko po poti poglobljenega spoznavanja sebe, sveta okrog nas, predstavimo neko moč, ki lahko drugim omogoča njihov specifičen pogled v lepo, uravnoteženo, ubrano in v vse, kar je lepo in prav.
Vokalna skupina Vox Medicorum deluje v okviru kulturno-umetniškega društva že od leta 1979, ko so se zbrali pevci, 8 jih je bilo, in ustanovili tako imenovani medicinski oktet, ki pa nikoli ni deloval v popolni sestavi. Z leti se je oktet, za katerega je veljalo, da je oktet z napako, tako so ga poimenovali, pomlajeval in dopolnjeval svoje pevske glasove in počasi preraščal v vokalno skupino. Na pobudo takratnega predsednika KUD-a, profesorja doktorja Pavleta Korenhauserja, uglednega pediatra, se je vokalna skupina v letu 1991 zaradi svoje širitve preimenovala v vokalno skupino Vox Medicorum. Pravijo, da se krivec vrne vedno na kraj zločina. Tle sva dva, ki sva pred dobrimi 30 leti bila sestavni del prvega okteta. Po 20 letih, ko sem pravzaprav se zelo posvečal temu zborčku, sem prekinil, zdržal sem približno 8 let ali 9 let brez in nekako sem se moral vrniti nazaj. Danes v zboru prepeva od 16 do 18 članov, zdravniki, delavci v zdravstvu, doktori stomatologije in pa študenti medicine, ki si radi pridružijo našemu zboru. Družimo se ob prepevanju zborovske glasbe iz slovenske in tuje glasbene zakladnice. Skupina, ki je sestavni del KUD-a, tudi redno nastopa na koncertih v domovini. Pot nas je zanesla tudi preko meja. Njeno posebno poslanstvo pa so nastopi pred kolegi zdravniki v okviru kulturnih društev in pa programov sodelovanja tako na domačih in mednarodnih medicinskih srečanjih in drugih strokovnih prireditvah. Svojo kakovost je zbor leta 1993 potrdil tudi na slovenskem tekmovanju zborov Naša pesem v Mariboru, kjer smo si pridobili bronasto plaketo. Srede so ponovadi dan, ki ga ne bi spreminjal v tednu za pevske vaje. Kar nekaj bi manjkalo, če ne bi bila sreda. In tako da že na 10 let v tem zboru so srede rezervirane za pevske vaje. Tole druženje pa petje je ura pa pol čistega užitka v tednu in ko mi čakam, da pride. Ponosni smo, da smo ob 210. obletnici ustanovitve civilne bolnišnice v Ljubljani, ki je predhodnica današnjega univerzitetnega kliničnega centra, posneli leta 1997 na zgoščenko in kaseto izbor pesmi, ki so najbolj označile in predstavljale našo dejavnost. Naš program obsega umetno in ljudsko pesem od renesanse, baroka, romantike do sodobnih skladb 20. stoletja iz domače in svetovne glasbene zakladnice. V letih 2002 do 2011 je dirigent magister Tomaž Faganel s svojim bogatim znanjem in izkušnjami uspešno premagoval številne ovire, ki so se pojavile med pripravami na koncerte in izdelovanje posameznih pesmi in so pač posledica vpetosti pevcev med njihov vsakdanji poklic in poslanstvo za bolnike ter kulturnim udejstvovanjem v prostem času pevcev in pevk. Ob 30-letnici delovanja zbora je tako nastala nova zgoščenka, ki je zabeležila vztrajnost in predanost pevk in pevcev, ki ob vsakotedensko druženju ob prepevanju pesmi vsaj za kratek čas tako pozabimo in potisnemo na stran tegobe in stresne situacije, s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu v medicini. Želimo si, da bi nadaljevali delo, ki ga je začel oktet, in da bi prepevali še naprej. Tako kot ste slišali, da kako izgleda vaja, kadar nismo vsi, ne? Tako da malo je zoprno zaradi naših služb, naših dežurstev in takih stvari, ker se redko zgodi, da smo res vsi na vajah, no? Ampak tudi, če nas je malo manj, kar gre.
Univerzitetni klinični center je ena največjih organizacij, inštitucij v Sloveniji in hkrati najpomembnejša inštitucija slovenskega zdravstva. Več kot 7800 zaposlenih imamo in ponosni smo, da poleg svojega osnovnega poslanstva, to je skrb za naše bolnike, lahko skrbimo tudi za neko drugačno udejstvovanje naših sodelavcev. To pomeni njihovo udejstvovanje skozi kulturno-umetniško društvo skupaj z medicinsko fakulteto, kulturno-umetniško društvo Lojz Krajger. V več sekcijah naši sodelavci delujejo in veseli smo, da lahko v kliničnem centru to podpiramo. Pobudo za ustanovitev mešanega pevskega zbora na pediatrični kliniki v letu 1981 je treba pripisati takratni uslužbenki klinike gospe Marjanci Vidic, sicer glasbenici, ki je v prvih letih prevzela dirigentsko palico in umetniško vodenje zbora. Od ustanovitve, pretežno pa tudi še danes, so njegovi člani zdravstveni delavci najrazličnejših profilov. Z veliko odgovornostjo se je zbor poimenoval po prvem slovenskem profesorju pediatrije, dr. Bogdanu Derču. Pediatrična klinika ga ves čas podpira in mu nudi prostor za notni arhiv in pevske vaje. Za svoj moto si je izbral Pesem za zdravje, kar vseh 30 let močno opredeljuje njegovo poslanstvo. S pesmimi, ki posegajo vse zvrsti glasbe, od ljudskih in umetnih pesmi do klasike slovenskih in tujih skladateljev, je prepotoval Slovenijo, Ameriko, Kanado, Avstralijo in kar nekaj evropskih držav. Od vsega začetka so člani zbora na gostovanjih, kjer so nastopali po bolnišnicah, domovih ostarelih in drugje, navezovali tudi strokovne stike, izmenjevali izkušnje in odpirali pot slovenskim medicinskim strokovnjakom v tujino. Med Slovenci po svetu smo bili vedno sprejeti z iskrenim navdušenjem. Nemalokrat smo se domov vračali z njihovimi prispevki za izgradnjo nove pediatrične klinike. Mnogokrat je petje našega zbora odmevalo in še danes odmeva na izbranih dogodkih medicinske stroke. Sedaj že 27-letni umetniški vodja zbora je gospod Vencel Zadravec, baritonist ljubljanske opere. Vsi skupaj se trudimo v naše vrste privabiti mlajše pevce, saj bi le tako lahko zagotovili, da petje na pediatrični kliniki ne bo utihnilo. Vse je vihar
kot podpredsednik sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in tudi kot zaposleni v tej inštituciji z veseljem spremljam delovanje naših zaposlenih tudi na duhovnem, kulturnem, umetniškem prostoru. Predvsem smo veseli na svetu zavoda, da uprava kliničnega centra finančno in moralno podpira to dejavnost. Veseli smo, da naši zaposleni poleg visoke strokovne usposobljenosti znajo najti čas in se izraziti tudi na kulturnem področju. Tudi sam sem bil deležen te klime v kulturno-umetniškem društvu in sicer kot pevec dr. Bogdana Derča. Mislim, da so bili to nepozabni trenutki zame in za vse poslušalce, med njimi predvsem za naše bolnike. Pevski zbor študentov medicine KOR že od leta 1996 združuje študente medicine, ki nam je skupna ljubezen do glasbe in petja. Že od nekdaj sodelujemo z medicinsko fakulteto in tako redno nastopamo na podelitvi diplom ter na raznih drugih slovesnostih. Redno pa se predstavljamo tudi na revijah pevskih zborov, na koncertu študentov medicine ter na zdravniškem koncertu. Ponavadi ob koncu študijskega leta pripravimo malo daljši samostojni letni koncert, kjer predstavimo vse, kar smo se naučili tekom leta. Še posebej ponosni pa smo na božično-novoletne koncerte, ko se opremljeni z božičnimi kapami podamo na mini turnejo po bolnišničnem mestu in tako v enem popoldnevu obiščemo kar 5 bolnišničnih oddelkov ter z božičnim programom popestrimo praznike bolnikom ter tudi skupaj z njimi radi zapojemo kakšno znano božično pesem. Kot zvedavi in raznoliki študentje se trudimo, da je naš program čim bolj pester. Tako pojemo najrazličnejše pesmi, od slovenskih ljudskih in umetnih pa tja do pesmi tujih narodov in kultur. Vsekakor se vedno veselimo novih pevsko-glasbenih izzivov. Ob prepevanju pa nam seveda ne manjka tudi zabave, sprostitve in druženja, kar je za nas kot študente medicine še posebej pomembno, ter kar še posebej utrjuje naša prijateljstva in nas povezuje. Za dobro in uigrano delovanje zbora pa je seveda potrebno dobro vodstvo. Trenutno vodimo pod vodstvom Alenke Podpečan, študentke glasbene pedagogike in zborovskega dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Zbor sicer obstaja že dolgo časa, jaz jih pa vodim 2 meseca. Vaje imamo enkrat na teden, vsak četrtek, ampak ko imamo pomembne nastope, ali tako kot danes, ko pojemo na klinikah, se dobimo večkrat. Drugače pa lepo se imamo, zelo dobro se razumemo. Danes tudi po nastopu sledi božična večera, kjer se še potem malo družimo in poveselimo. Tekom let pa se je v zboru zamenjalo že malo morje zborovodi ter seveda generacij študentov. Kljub temu pa ostaja KOR-ov moto v skladu s pomenom besede KOR, to je srce, enak. Nositi glasbo v srcu in z vsem srcem prepevati.
Galerijo medicinske fakultete vodim že 6. leto zapored. Galerija domuje tu v prostorih avle medicinske fakultete. Poslanstvo naše galerije je, da študentom in zaposlenim na medicinski fakulteti v ritem vsakdana, ki je predvsem znanstveno-raziskovalno ter pedagoško obarvan, vnesemo tudi kanček kulture. Študente, čakajoče na izpit ali predavanje, želimo vsaj za hip sprostiti in jih s slikami popeljati v drug svet. Običajno gostimo fotografske razstave, ker študenti medicine med poletnimi počitnicami radi potujemo in raziskujemo tuje dežele. Zato večkrat v okviru same razstave tudi priredimo potopisno predavanje. Za veliko čast si štejem to, da je večina razstavljalcev, ki razstavljajo tukaj, za njih prva samostojna razstava, kar pomeni, da naše študente, asistente in profesorje dodatno spodbujamo k ustvarjanju in umetnosti. Mislim, da je veliko poslanstvo, da poleg študija in dela najdemo tudi sprostitev umetnosti, ki nam pomaga za hip odgnati skrbi vsakdana.